Pozdravljeni. Danes imam pa za vas najprej nekaj vprašanj. Ali mogoče poznate koga, ki je zares dober starš? Ali pa koga, ki je zares dober partner? Mogoče koga, ki je prijazen, koga, ki je ljubeč, koga, ki je inteligenten, koga, ki je pošten? In koliko časa in koliko lastnosti bi morala še našteti, predno bi pomislili nase? Kaj znamo v resnici povedati o sebi? A se vam zdi, da se mi sploh poznamo? Moja današnja gostja se je pred kratkim spoznala, ali pa vsaj delno spoznala, odkrila je ogromno o sebi, ko je postala mama, in zato bo danes tudi z mano govorila o tej temi. Z mano je Sanja Kranjc, magistrica zakonske in družinske študije, vodja zavoda Amasija, EMDR terapevtka, NLP mojster, trenutno pa ob majhnem otroku piše še doktorat. Sanja, živjo! Živjo, Eva. Zelo, zelo lep uvod v to najino temo, to spoznavanje samega sebe. Tako da hvala za ta uvod in pa seveda za povabilo. Ja, hvala, da si se odzvala. Se mi zdi, da ko sem jaz razmišljala o tej temi poznavanja sebe, mi je prvo prišlo na misel, koliko se v resnici sploh ukvarjamo s tem, koliko sploh poznamo sebe, koliko se v bistvu lažje ukvarjamo s tem, kakšni so drugi ljudje, kakšni so naši sosedje, prijatelji, kdo so vsi tisti, ki res znajo in jim gre v življenju. V resnici pa pozabimo na to, da smo mi glavni akterji našega življenja, in da smo mi tisti, ki smo najbolj pomembni. Ja. In Sanja, jaz bi te kar povabila, da mogoče odgovoriš na prvo vprašanje, kaj je intima, kaj zate intima, oziroma lahko greš tudi bolj konkretno, kaj si se mogoče ti v zadnjem letu naučila o intimi? Ja, dostikrat to intimo, predvsem povezujemo z nekim partnerstvom in lahko rečem, da pač v nekem partnerskem odnosu gre to za nek prostor, ki nastane med dvema, v katerega lahko vnašam vsa neka čutenja, vsa moja mišljenja, tako negativne stvari kot seveda pozitivne, ker dostikrat mi terapevti bolj o teh negativnih čutenjih, ampak ja, v sami intimi so tudi ta pozitivne stvari. Ampak če se pa glih na to najino temo, to spoznavanje sebe, obrnemo je pa tudi neka intima, ki jih lahko v bistvu razvijemo znotraj sebe, in bi lahko rekla, da je to nek notranji prostor, ki ga ima vsak posameznik in je v bistvu del vsakega izmed nas. Zdaj pa v bistvu koliko si mi upamo v ta prostor vstopiti, ker v tem notranjem prostoru so vsa ta naša čutenja, ki se na nek način porajajo skozi življenje, tudi naše mišljenje, ki je del ob teh čutenjih. Zdaj je pa tako, bolj, ko mogoče smo z nekimi čutenji domači, lažje mogoče vstopamo v ta notranji prostor, če pa so tam neke stvari, katere nas je mogoče strah, je nekaj, kar ne poznamo dobro, pa potem ne radi hodimo sem in se ne radi spoznavamo tako globoko. Nas pa potem življenje na nek način prisili, čist nevede, da se spoznavamo pač v partnerskih odnosih, v družinskih odnosih, pa predvsem jaz osebno bi rekla, da to, kar sem se spoznala zdaj v zadnjem letu, ko sem postala mama, se nisem še nikoli v življenju, jaz osebno. Kaj je tisto mogoče, če te majčkeno izzovem k eni ranljivosti, ali pa povabim k eni odkritosti, kaj je tisto, kar je tebe toliko spremenilo, ali pa v čem te je materinstvo toliko globoko nagovorilo, da bi lahko rekla, da si začela spoznavati to svojo intimo? To v bistvu
kaj vse sem jaz imela na nek način mogoče potlačen, ali pa nisem bila toliko v nekem stiku s tem, ker mi nekako, ne vem, življenje ni omogočilo, da bi prišla, nisem bila še mogoče pripravljena, da pridem v ta stik. In v bistvu to, kar se meni je prebujalo, ali pa se mi še prebuja ob mojem fantku, je tisto, kar bi rekla, da je tako močno, tako brutalno, pride noter vate oziroma skozi tvoje telo oziroma moje telo, v mojem primeru, da je to nekaj, kar ne moreš ignorirati. Ne moreš ignorirati, točno to, tako, kakor si ne moreš ignorirati in ob tem potem začneš, zakaj se mi to prebuja, odkje to je, kako naj jaz zdaj s temi čutenji zdržim, da ne bom, ne vem, naredila neke, ko bi rekla, neke stvari, ki bom kasneje mogoče obžalovala, kako manevrirati zdaj z vsem tem, kar se mi prebuja, ker zdaj, če jaz to ignoriram, spet potlačam, ampak življenje ali pa neke situacije, otroci, partner, karkoli, to vedno zna v bistvu ven daje in prebuja, In ob nekem odraslemu partnerju vemo, da tudi če bo še toliko jezen ali užaljen ali ne vem kaj, bo zelo verjetno preživel. Če pa vidiš tam enkrat to nemočno bitje, ki je v stiski, ki je v polnosti odvisno od tebe, si pa nekako prisiljen najti nek odgovor, tudi če se ti v tistem trenutku zdi, da ga v resnici, mislim, zdi se ti, da ga nimaš, čeprav v resnici ga pa imaš. Točno to. A se ti zdi, da se lahko sploh kdaj v polnosti spoznamo? Ali pa kaj te pomeni ta tema poznavanja sebe? Ja, ko sem dobila ta tvoja vprašanja, ko sem potem razmišljala, če se lahko v polnosti spoznamo, jaz mislim, da ne. Zakaj ne? Ker če bi se jaz v bistvu res že čist poznala, niti ne bi imela možnosti za neko osebno rast. In to je nek proces, ki je konstanta v življenju. Vedno pridejo neke situacije, ki te prisilijo, da ugotavljaš, zakaj sem jaz zdaj odreagirala tako, kot sem odreagirala. Zakaj jaz zdaj čutim tako, kot čutim. Zakaj je tle en strah, zakaj je tle ena jeza. In zdaj, če bi jaz poznala samo sebe res do konca, v bistvu se mi zdi, da bi se takrat življenje enostavno zaključilo, ne bi bilo več v možnosti neke osebne rasti. In glih s tem, ko pa jaz se spoznavam, kaj ta tema meni pomeni, glih zaradi tega, ker se jaz spoznavam, lahko ob vsem tem, ob mojih, bi rekla, ali pomanjkljivostih, ali mojih dobrih stvareh, ki jih imam, lahko vstopam v odnose, z nekim vedenjem, zakaj jaz naredim nekaj, kar naredim. In lahko potem tudi s tem vedenjem naredim naslednjič nekaj drugače. Ker dokler jaz ne vem, kaj se tam skriva pod nekim predpražnikom, če smo kaj, recimo zelo zakrili, v bistvu ne veš, zakaj se vedeš tako, ne veš, kaj te poganja, ko pa enkrat zveš, kaj te poganja, potem lahko tudi nekaj spreminjam. In to je ta proces konstantnega spoznavanja samega sebe. In to se mi zdi toliko dobro, da je to v bistvu, da je življenje konstantno pritiska na to, da se spoznamo, kljub temu, da mogoče kdaj se želimo temu izogibati, bo pa še enkrat rekel, ne, zdaj še enkrat poglej, kaj je tukaj noter, pa bo mogoče malo težja situacija, samo zato, da se pogledaš, Ja, v bistvu je ta proces spoznavanja si ti dala nekako na isto imenovalnico kot življenje, da če bi se enkrat res v polnosti poznali, bi se kar stvari ustavile. Ampak vse me pa zanima mogoče, kaj misliš, kako začeti ta proces spoznavanja? Nekaj je
neka naravna ta logika, ali kaj bi rekla, nek naraven razvoj, da itak težimo k temu, da se ves čas nekaj spreminja, dogaja in posledično se tudi mi spreminjamo. Ampak recimo, da se nekdo odloči, da bi se pa danes tako zavestno vrgel v to, da se začne spoznavati, da izve malo več o sebi. Kaj mu lahko pomaga? Kaj mu lahko pomaga? Jaz bi rekla, da verjetno, da prav ta, da se pri vsakmu začne nek tak proces poznavanja, je to, da spozna neke svoje lastne korenine, a ne? Iz kje v bistvu izhaja, tudi pa če več generacij nazaj, a ne? Ne samo ta naša primarna družina, ki nas je na nek način pač najbolj oblikovala, a ne? In v bistvu začne tam in gleda v bistvu, v kakšnih odnosih je odrastel, a ne, bil vzgajan, katera so bila tista čutenja, ki so bila dovoljena, katera niso bila dovoljena, ali smo se znali veseliti življenja, ali je bilo vse skupaj neka, ne vem, kako bi rekla, groza in strah in ne, da je bil en občutek, da je življenje pa nekaj, česa se moraš bati, recimo, ne. Ali ne, v bistvu, da se gre tja v sam začetek, no, pogledati te korenine in tle se mi zdi, se začne ta proces spoznavanja samega sebe. Pravi, skozi druge ljudi, skozi naše najbolj primarne ali pa čez tiste ljudi, ki so nam bili čez življenje najbolj blizu in v bistvu preko njih in teh odnosov začnemo odkrivati, kdo smo mi. Ja, skozi te, ki so nam bili v bistvu najbolj blizu, ja. Ker to je ta, ne, ko bi rekla, sej, ne, si družine kot take ne zberemo, a ne. Se rodimo v neke odnose, a ne, ki ne vem, kdo bo moj oče, ne vem, kdo bo moja mama, a ne, so nam pa glih te najbolj blizu, pa so na nek način na začetku eni tujci, a ne, ko pogledamo. Zdaj me je to napeljalo tudi na to misel v bistvu tega zrcaljenja, a ne, ki se dogaja že ves čas med otrokom pa med mamo tudi, a ne. In dejansko nam prav to zrcaljenje da tudi eno informacijo o tem, kdo smo mi, a ne. Pa verjetno kasneje, a ne, kaj tudi koliko smo mi sposobni se, ne vem, sami sebe slišati ali pa poslušati ali pa, ne vem, mogoče bi tebe vprašala, no, kaj misliš, kakšno vlogo imajo čustva pri tem spoznavanju? Ja, definitivno se mi zdi tisto najbolj pomembno, a ne, čeprav naša družba je na nek način ta čustven del želi ali pa je želela sploh v preteklosti kar na nek način zanikati, a ne, da je razum tisti, ki je primaren in ga je treba uporabljati in tako naprej, a ne. Ja, ampak jaz pravim, a ne, da če narava nam ne bi dala čustev, a ne, če bi bila pač tako zanemariti, ne. In čustva so, a ne, pomembna v tem, ne pridejo kar tako, a ne, ravno v tem, da jaz vem, kaj me žalosti, kdaj sem v stiski, česa se veselim, kaj me napolnjuje, kje se jaz dobro počutim, ob kom se jaz dobro počutim, a ne. Zdaj jaz lahko pač poslušam svoje telo, pa ga na nek način, bi rekla, sprejemam vse to, kar mi sporoča, in če se jaz ob nekem človeku čutim, ne vem, neko neprijetnost, nek strah, neke čudne občutke, ki ne veš, kam bi jih dal, potem je to treba slišati, a ne, ker nam telo vedno, ampak čisto vedno pove pač neko resnico, a ne, da je tam nekaj, kar je mogoče nas želi zavarovati, a ne, pred nečim, a ne. Zdaj pa, če jaz to ignoriram, a ne, in grem v nek razum in rečem, ne vem, ne, to je pač, ne, prvi vtis, mogoče pa nič s tem ni mislil, a ne, s temi besedami, in v bistvu greš čez svoje telo, greš čez svoje občutke, pa greš v neke odnose, ki so čisto konec koncev mogoče neprimerni, a ne, za nas,
in vztrajamo tam, zato ker smo poslušali svoj razum, namesto to, kar nam je v bistvu telo že od samega začetka govorilo. Je pa res, da dostikrat pač, ker smo toliko odrezali, bomo rekli, ne zelo mogoče terapevtsko, svoja telesa, da niti več ne čutimo v bistvu, oziroma ne slišimo več tega, kar nam telo govori. Ja, prav to je bilo tudi moje naslednje vprašanje, in sicer kdaj vemo, da smo se res začutili, oziroma mogoče mi terapevti vemo, kaj pomeni poslušati tudi svoje telo, ampak mogoče si marsikdo, ki naj zdaj posluša, to predstavlja čisto abstraktno, v smislu, kaj zdaj pomeni poslušati svoje telo, kako bi lahko to, mogoče en tak življenjski primer razložila? Ja, to, kako jaz zdaj začutim v polnosti svoje telo, je v bistvu tudi tukaj en tak proces. Zdaj, če jaz kot oseba že od malega nisem bila odrezana recimo od svojega telesa in od teh mojih čutenj, v smislu nisem slišala, ko sem se jezila, ne smeš se jeziti, nisem slišala, kaj pa zdaj jokaš, ne vem, veliki fantje ne jokajo, recimo, potem je to meni dosti naravno, da jokam, da se jezim, da je to nekaj, kar moje telo konstantno pač čuti in je to nekaj, česar mene ni strah in lahko izražam, in tudi čutim. Zdaj pa, če recimo nekdo, ki pa je bil na nek način odrezan od vsega tega, že v otroštvu, so pa potem v bistvu ta čutenja, ki jih jaz nisem smela čutiti, nam grejo pri drugih na živce. In v bistvu tam jaz lahko vidim, kaj je tisto, kar v bistvu je moje telo na nek način odvrglo, ampak še vedno, ko bi rekla, prebuja neke stvari ob drugih ljudeh. In tle jaz potem, to je neke vrste alarm, kjer jaz lahko začnem nazaj čutiti to, kar sem mogoče odrezala. Ne vem, če sem čisto odgovorila. Ja, da se nekako začutimo res takrat, da smo v bistvu prav pozorni na to, kaj se v nas dogaja, kdaj se nekaj prebudi, kdaj nam gre kdo na živce, kdaj nam gre kdo na jedra, kdaj kaj nas jezi, da smo nekako v bistvu, pravimo zdaj temu, v stiku sami s seboj in predvsem tukaj in zdaj, prav res v tej situaciji, da ne zbežimo stran spet ponovno. Da obrnemo pozornost v bistvu vase, pa v to, kar ta trenutek doživljamo, da nismo ves čas pozornostjo samo odzuni pa na drugih, ampak da si dejansko upamo se poglobiti vase pa reči, kaj se ta trenutek dogaja v mojem telesu. Točno to. Če dava recimo en tak čist banalen primer, zakaj una ženska gre meni tako na živce, ki, ne vem, se zna, ne vem, postaviti zase, pove predvsem, kaj si misli, ne vem, se je zrihtala, recimo, kar nekaj, zakaj, kaj je tukaj znotraj mene, da gre meni ona na živce, A je to nekaj, kar jaz nikoli nisem smela biti, je nekaj, kar sem si želela biti, pa nisem smela biti, so mi že zdavnaj odvzela, in potem dati ta fokus nase, zakaj moram jaz vedno na druge najprej pomisliti, kaj je tukaj znotraj mene, kar ne želim spoznati, to je pa ta prostor, v bistvu, ki smo na začetku. V zunanjost, v neke druge ženske, sodelavke, prijateljice, ampak kaj pa, če vse to prenesemo dogajanje tudi v partnerstvo ali pa v starševstvo? Kaj pa tle se dogaja s temi našimi potlačenimi vsebinami? To pa mislim, da so to ene take vsebine, ki se zdaj zelo veliko o tem govori, Ja, stvari, ki jih pač v partnerstvu in starševstvu čutimo in na nek način preigravamo, so dostikrat tiste potrebe, ki so bile neuslišane, iz naše preteklosti in smo jih
dostikrat tudi ne vede pozabili, ampak odigravamo pa jih, a ne. In ker jih niso bile slišane takrat, na nek način želimo, da bi to slišal naš partner, a ne, ampak tudi on prihaja najverjetneje zelo podobne zgodbe in tudi on ne zna tega slišati in se potem vsa ta čutenja in te neuslišane potrebe kar med sabo prepletajo in preigravajo. In če lahko še gremo stran, a ne, od tiste sodelavke, ki nam gre na živce, ki se tako postavlja zase, a ne, se lahko obrneš stran in rečeš, dosti jo imam, grem zdaj tamle z drugimi sodelavkami se družiti, ampak ko se pa nam to partnerstvo zgodi, a ne, pa si na eni taki priložnosti, pa ne moreš reči, jaz zdaj kar grem, a ne, jaz kar bom zamenjala partnerja, ni mi všeč, da se on to krihta. Recimo, ja, ali pa to kursi vzame, a ne, najboljš, da menjam, ja, to bi bilo pač najlažje narediti, a ne, in je pa tako, a ne, saj vemo, da potem v naslednjem partnerstvu se bodo neke podobne vsebine, ki so bile pač neizgovorjene ali pa nepredelane, a ne, tukaj in zdaj ponavljale naprej, a ne. Tanja, če partnerja še mogoče tudi lahko zamenjamo, a ne? Ja, res je, otroka pa zihar ne. Jaz smo pač, ko si enkrat mama, si mama, ne? Tukaj imaš enega otroka in ob tem otroku se prebuja zelo veliko stvari iz tvojega otroštva, ne? Ker on izraža neke potrebe, neka čutenja, ki si jih mogoče tudi ti pač potlačil, a ne, ali pa tvoje potrebe niso bile uslišane, ampak on pa želi točno to, kaj ti nisi dobil, ne. In kako zdaj narediti, da boš znal dati to, a ne. Tukaj je pa to je pa to spoznavanje, a ne. Česa jaz nisem dobila, ne, kako bi si jaz kot odrasla oseba lahko to zdaj dala, zato da bom lahko dala to naprej svojemu otroku, a ne. Kje vse se še moramo dograditi, a ne? Ja, zato je to konstanten proces, a ne, se to je to. Tanja, a pa se ti zdi, da je sploh možno začeti sebe spoznavati izven vseh odnosov, no, se ne vem, koliko je to bolj eno tako teoretično vprašanje, a ne, koliko je to dejansko možno se spoznavati izven vseh odnosov, ampak tako velikokrat slišim, a ne, da mi kdo pripoveduje tudi na terapiji, a ne, da so en kup enih knjig prebrali, da živejo ogromno enih stvari v sebi, da vejo točno, kje imajo napake, pa izzive, pa vzorce, pa kakšni so ti vzorci, ampak vsem pa pridejo na terapijo, a ne? Ja, tako se začne proces poznavanja, a ne, ker to je v bistvu tak način spoznavanja samega sebe je najbolj varen, a ne, bi rekla, ne, je najbolj varen, jaz berem tisto knjigo, razumem, v redu, to se meni dogaja, razumem, zakaj je ta čutenja, ja, jaz sem tudi iz take družine, recimo, a ne, ampak to je tam, v tisti knjigi, jaz sem s tisto knjigo sam, a ne, in tako se začne zdaj najhitrejši, če lahko rečem, a ne, ali pa najhitrejši ali pa najbolj poln, a ne, saj v polnosti se sva rekli, a ne, mislim, da se težko pač spoznamo, a ne, pa je v partnerstvu, pa je v nekih odnosih, a ne, ampak zakaj? Tudi, če pogledamo čisto nevrološko, a ne, saj naši možgani so odnosni organ, a ne, in v bistvu se v odnosih se spreminjajo, a ne, in zato je dobro iti k nekomu, ki mi lahko omogoči čisto drugačne odzive na moje potrebe, čisto drugačne odzive na moja čustva. To je pa terapevt v bistvu, a ne. Ki nam pomaga se dograditi, a ne. Ki nam pomaga se dograditi, a ne. Mi bomo rekli pač, da smo terapevti kot neke vrste dovolj dobri starši, a ne, da postanemo in se poskušamo odzivati drugače, kakor so se starši, a ne, ali pa drugače tudi, kakor se ljudje odzivajo nase v nekih situacijah, a ne. Zdaj sva odprli, se mi zdi, tako še eno novo temo, ki bi jo lahko še kdaj dopolnile, a ne, zakaj na terapijo, kakšen je ta terapevtski odnos. Tako da jaz bi danes mogoče tukaj zaključila, pa bi ti dala samo še kakšno priliko za kakšno
zaključno misel, mogoče za vse tiste, ki pa so znotraj nekega procesa spoznavanja, nekega mogoče bolj intenzivnega procesa spoznavanja, tako kot si bila ti v zadnjem letu? Ja, jaz mislim, da dostikrat rekla bi tako, tisti, ki se spoznavate, ali pa tisti, ki bolj intenzivnem ste procesu, ali pa tisti, ki boste, da se ne ustrašite tega. Ker dostikrat, ko spoznavaš ene stvari, neka čutenja, ki pridejo na plan, se kar ustrašiš, ker so ti toliko nepoznana. Ampak so tam z nekim namenom. Vse v življenju pride z nekim namenom in pride zato, da nas, ko se spoznavamo, bi rekla, dvigne na neko drugo raven. Malo obogati vse to, kar obogativo. Ja, tako. In potem lažje s tem bogastvom tudi drugačne odnose potem vzpostavljamo, bolj funkcionalne, lepše in tako naprej. Pa ne samo to, mogoče, če bi se še navezala na vse to, kar si nam ti danes povedala, dejansko lahko s tem, ko spoznavamo sebe, damo nekaj drugačnega tudi potem otrokom in če gledamo še zdaj malo širšo sliko, spreminjamo naslednje generacije. Vnašamo nekaj novega dejansko v celoten svet. Definitivno. Saj jaz dostikrat rečem, da pač vzgoja tudi otroka se v bistvu začne pri vzgoji samega sebe, prevzgoji samega sebe. Ker dostikrat rečemo, jaz pa že ne bom tak, kakor so bili naši starši, pa se hitro ujameš v nekih stvarih, ki jih kar pač avtomatsko narediš, ampak zdaj, če to delaš avtomatsko, je vajen pač to ozavestiti in videti, pa se to je nekaj, kar je mene v bistvu bolelo. Mene je takrat to bolelo. Takrat se jaz lahko začutim, če smo spet nazaj. Takrat je ena možnost in če jaz sebe začutim, kako je bila ta bolečina močna, potem tega otroku nam nikoli več naredila. In je tam ena možnost za spremembo. Za spremembo, tako. Ja, jaz tudi mislim, da je poznavanje en tak nezaključen proces, da se nikoli dejansko ne spoznamo do konca in da ko že mislimo, da nekaj res je ratalo malo bolj utečeno, da se mogoče nekje na nekem področju pa zdaj pa že res poznamo, da se takrat zgodi nekaj čist nepričakovanega, itak nekaj, kar totalno ne pričakujemo in si niti ne mogli zamisliti. In nas takrat spet vrže na neko novo preizkušnjo in smo spet tam ranljivi, goli in tako čakamo, a bomo lahko splezali iz tega ven ali ne. Ja, definitivno. In mogoče, da še zaključim z enimi takimi vprašanji za vse tiste, ki mogoče še niste starši, ampak a mislite, da bi sebe še poznali, da bi bili še ista oseba, če bi mogoče imeli na računu 1 milijon evrov ali pa 10 milijonov evrov, če že mogoče imate enega? A bi se poznali, če bi preživeli raka? A bi se še poznali, če bi dobili službo v politiki, na neki pomembni poziciji, da je od vas odvisna dobrobit ljudstva? A se poznate v tej vlogi in še seveda mnogo drugih vlog, v katerih se lahko čez celo življenje nenehno spoznavamo? Sanja, jaz bi se ti zahvalila za tole tvoje deljenje znanja, izkušenj, ranljivosti in seveda za vse vas, ki bi si jo želeli najti, obiskati, poklicati, karkoli, jo lahko najdete na zavodu Amasija oziroma Ljubljana. Jaz pa sem ta teden že na dopustu, tako da z novimi klienti začnem šele konec avgusta in kdor bi hotel stopiti v stik z mano, me pa najdete na mailu info@evaerpic.si. Hvala vsem za danes in lepo se imejte. Hvala. Anja, hvala ti. Adijo. Lepo bodi na dopustu. Ja, hvala. Adijo. Adijo.